No, super. Kaj si še hotela povedati? Nekaj si zapisala, sem videla. Si se kar pripravila, se prav. To se nisem fulila, veš, res malo napisan. Sem tako oporne točke, kaj sem pozabila v bistvu povedati. Ker mislim, da je bila to samo ena stvar, razen tistih diagnoz, ko sva jih še hotela omeniti, ne, pač Ja. kaj vse sem nabasila z veganstvom. To sem pa v bistvu si screenshotala intervju od Ketogenic Endurance, ker imam tam najbolj točno napisan. Zato, ker je bil tak intervju, a veš, da so mi prek Gmaila poslali vprašanja, pa sem imela čas, ne, Aha. preveriti stvari pa se razpisati. Jaz sploh ne vem, kaj bi vprašala. Ne? Jaz se s tabo pogovarjam tako kot prijateljico, ki ti meni razlagaš, ko jaz pojma nimam o teh stvareh. Ne? Tako da sploh ne vem, kaj bi vprašala. Pa mi je vse tako novo, kaj poveš. In je tudi ful drugače razlagati, ne? Tle moram jaz v bistvu razložiti neke razloge, zakaj je prišlo do tega, ne? Tam, ko pa imaš intervju na Ketogenic Endurance, ne? Pa že vsem to jasno, ti samo razložiš, kaj je bilo, ne? Pa kako je zdaj. Je ful enostavno. Ja, pač to so že omenili, da sem imela rumeno kožo. Ja, da so ti jetra čudno funkcionirala. Ne, moja jetra so bila čisto redo, ne. To je v bistvu fora. Moja jetra so bila čisto redo, samo moje telo je nehalo presnavljati vitamin A, oziroma provitamin A v vitamin A. Zaradi česar, pač, ker je provitamin A karoten, sem pač dobila rumeno barvo, ker je karotenoid, so rumena barvila. Anemična sem bila, to Ne, to nisi še omenila. Ne, kaj je to? Slaba kri. Slabokrvna. Ja. Pol rahlo osteoporozo sem imela, ne, pač glede na to, da sem imela pri 18-ih, so mi izračunali, da sem imela kostno gostoto 40-letnice. Ja, kar slabo. Precejšen vitamin D deficiency, ne, od pomanjkanja maščobe to drugače nastane. Aha, ja, ker se D-vitamin se ne more topiti v maščobi, ne, verjetno. D-vitamin se ne more vezati v kožo iz sonca, če nimaš dovolj maščobe. Ja, aha. Ja, B12, pomanjkanje vitamina B12 sem imela, pa ful nizko stopnjo S-feritina. To so pa zaloge železa, ne. Ni nujno, da si anemičen na krvni sliki. Jaz zelo dolgo nisem bila. Sem imela pa zelo porazne vrednosti S-feritina. To samo pomeni, če imaš slabe zaloge železa, pa nisi sicer anemičen, to samo pomeni, da telo zelo dobro funkcionira pri tem, da prazni zaloge, da si ti v redu, a ne, na krvni sliki, ne. Ja, saj to sem glih omenila, ne. Zanč, mislim, sem omenila, da telo porablja praktično tvoje zaloge, ko si vegan, ne? V bistvu. Sedmo. Ja. Aha, pa še plešavost. Ja, to bomo pa v Carnivore Diet povedali. Plešavost pri moških. Pa tudi pri ženskah, no. Ja, pa pri barvi las bi lahko omenila, da nekateri ljudje zelo uspešno zmanjšujejo plešavost in to plešavost pač moškega tipa in žensko plešavost, no. Pa tudi sorry, ja, veš, ono, ko zvem, da snemaš, ne, pa če živčno Pa lej, če bomo mogli 10-krat posnet, pa bomo, kaj misliš, da jaz pa ne? 10-krat povem isto, da je pol ta 10-čič v redi. In tudi uspešno spravljajo svoje sive lase nazaj v barvne, ne, kar je šokantno, ampak se da najti slikovno gradivo, no. Bolj enostavno, ko zaplešo, ker se ljudje ponavadi ne slikajo, ko so plešasti. Aha. Sam povejo, da je boljš. Na kateri dieti to? Mislim, kaj moraš jesti, da se ti barva nazaj vrne? Videla sem jih in že pri ketogenih dietah in pri Carnivore. Tako da tudi ljudje, ki sicer jejo zelenjavo, samo pač manj tistih negativnih snovi zaužijejo. To sem pa hotela v bistvu naslednjo stvar omeniti. Antinutriente namreč iz rastlin. To
je v bistvu glavni plus karnivor diete, da se izogneš rastlinskih strupov, a ne. Ker pač glede na to, da rastline sicer niso prilagojene evolucijsko na to, da se omaknejo, ko jih ti pač hočeš odrezati ali pa pojesti ali pa kakršenkoli način napaditi, a ne. Ja, trava. Imajo Ne me. pač kemijsko Se ba. pač kemično se branijo, ne. Si predstavljaš Mislim, brokoli da v smo hladilniku? omenili že to zadnjič enkrat, da Brokoli v nadevi. tako mali brokoli tako, a veš, da se že evolucijsko tako prilagodijo, da imajo sulice in pridejo iz hladilnika tako. Pač omenili smo o tem, da ne more biti krava na vsaki travi. A smo to rekli? Vse smo rekli, ne? Ne, to nismo. Krave smo omenjale, ampak nismo pa nismo. rekli, da jejo, Okej, to pa zdaj mislim, ja, povemo. pač ne jejo vsake trave, ja, ker ene trave so pač strupene, ne. Ja. Da krave ne jejo vsake trave, a ne? In tudi ne moreš jih na vsako pašo spustiti. Zaradi tega, ker ene rastline so bolj bogate s temi rastlinskimi strupi in eni izmed njih se jim reče, eni skupini, bom rekla, teh antinutrientov se reče oksalati. In ti povzročajo v bistvu ledvične kamne pa razne druge bolezni. Mislim, po strukturi, kemijski strukturi je oksalat kristal in to je take oblike kot en zobotrebec, tak konica ima na vsaki strani. In kemijsko se v bistvu privlači saturirane maščobe in to so v bistvu vse te mehke živčne strukture v telesu, ne. Tako da ful enostavno se porazgubijo te kristali po telesu, pa se vežejo v bistvu na živce, pa jih poškodujejo tudi fizično s to obliko, v bistvu prerežejo živc lahko, ne, mielinsko celico poškodujejo. Aha. Potem so pa še fitati, pa lektini. Hotel sem reči še to, da v bistvu to z antinutrienti je precej nova veja znanosti, a ne. In marsikdo ni seznanjen s tem, a ne, sploh zdravstvo, pa drugi nutricionisti, pa dosti veganov ne ve, da v bistvu te stvari obstajajo. So sicer načini, da se antinutrienti v prehrani zmanjšajo, ampak niso pa nikoli dovolj efektivni za nekoga, ki je senzibilen za te stvari, a ne. Jaz recimo ful čutim oksalate, a ne. Recimo, če spijem en kamiličen čaj, ki ima kar eno lepo vsotico oksalatov, sicer za normalnega človeka to ni verjetno noben problem, ampak mene pa recimo 3 dni glava precej bolj boli, ko sem navajena, pa zelo sem utrujena, pa tako čudno po enem čaju. Ja, kaj to je povezano s tem, da recimo je enim slabo po kamili? Znali bi biti, ja, da razdražijo želodec, ne, ker te kristalne oblike motijo vsa mehka tkiva, ne, tudi prebavni trakt. To je bil delay, oh my god. Ja, to je ful je delaya drugač. Hello? Say something. Oh, fuck. Kaj me čuješ, pač ful je delaya, jaz Upam, tebe da se slišim. normalizira stvar. Ja, jaz mislim, da bom samo omenila fitate pa lektine, ker niti ne vem toliko veliko njih, razen o tem, da kje so lektini in da zadeva zelo napihuje. To so ena oblika proteinov. Tako v bistvu skoraj vsak antinutrient, skupina antinutrientov ima neko svojo kemijsko strukturo in svoj efekt, no, v telesu. In kaj se je bolj spremenilo, ko si šla na carnivore diet? Pač carnivore diet je v bistvu ješ samo vse, kar je z mesom, ali ješ še kaj drugega? Samo živalske izdelke, ne. Je pa malo odvisno od tega, zdaj velike teorije, ne, kaj je pravilna oblika tega načina prehranjevanja, ne. Eni štejejo zraven mlečne izdelke, eni ne, a ne. Jaz osebno ja, zaradi tega, ker
sem opazila, da moje telo ne reagira slabo na njih, ne, torej jih pač pustim v svoji prehrani, za pač nekoga, ki ga pa laktoza pa kazein, to je v siru protein, napihujeta, pa pač boš, da se izogne temu, a ne, pa pač se bolj osredotoči na meso, pa pač živalske maščobe, v smislu ne maslo, a ne. Imam eno vprašanje. Jaz sem slišala, da ko ti šaltaš iz neke prehrane pač na karnivor, ne, da imaš full drisko, kao, ne vem, prvih 14 dni ali ne vem, drugi teden ali nekaj, da imaš uber drisko. To je malo odvisno od človeka, malo je pa odvisno od tega, kaj ti zraven dodaješ, a ne. Ljudje, ko začnejo, pač so na različnih nivojih znanja, ne, in je pač odvisno od človeka, koliko si prebere, pa kako globoko gre v temo, ne. Zdaj, eni, ko začnejo s karnivor dieto, si začnejo tudi dodajati v vodo elektrolite in elektroliti kar poženejo, ne, sploh magnezij je kar znan potem, a ne, pa kalij tudi in to se tudi dodaja in to požene. Potem druga stvar je pa maščoba, a ne. Večina ljudi je na high fat carnivore dieti, to pomeni visoko maščobni carnivore dieti in maščoba tudi kar požene, ne. Sploh če nisi navajen. Bolj kot se prilagodi telo, ko se prilagodi želodčna kislina, lažje mi to prebalamo, ne. In jaz brez težav, mislim, nimam nobenih težav z drisko in temi stvarmi, no, tudi ko sem začela, nisem imela težav, ker tudi na začetku nisem jedla toliko veliko maščobe, kot jo zdaj, recimo, ampak to se pač prilagodi okus in se prilagodi telo. Vse, kar se spreminja v prehrani, je treba počasi, ker so lahko katastrofalne stvari, no. Zakaj si pa sploh šla na karnivor dieto, oziroma jaz sem slišala, da kao... In delay. Aha, ja, delay. Jaz sem slišala, da je v bistvu dobra ta dieta za tiste ljudi, ki imajo avtoimunske bolezni. Kaj je to bilo? Stari, take zvoke, tako naenkrat je bilo tako, kot da bi dal speed krat 3, tako da te nisem nič razumela. Ali še enkrat povem? Pač, zanima me, zakaj si prešaltala na karnivor dieto? Pa, da sem slišala, da je ta dieta dobra za tiste ljudi, ki imajo avtoimune bolezni. V bistvu sem šaltala, zaradi tega, najprej sem bila na ketonski, meni se zdi, da je kako leto pa pol, ampak se še pač na ketonski dieti se vsi kar naenkrat počutijo, kot da so polni energije, kot da jim nič ni več težko, pa tako. Jaz se pa nisem tako amazing počutila, ko so v bistvu vsi govorili, ker pač dejansko dejstvo je, ne, da se boljš počutiš, ko si enkrat fat adapted, ker to pomeni, da si manjkrat lačen in ko se pač navadiš take količine maščobe, bom rekla, tudi v bistvu ti ne niha toliko glikemičen indeks in pač si v bistvu skozi energičen, tudi če, ne vem, zjutraj ne ješ takoj, počakaš do 1, 5, 6, 7 kamota, ne, ko pa sicer na ugljikohidratih si pa že zjutraj ful lačen. To sem občutila razliko, sam nisem se pa počutila energično, počutila sem se še zmeraj utrujeno, pa tako. Ne, in sem pač v bistvu si malo prebrala in sem ugotovila, da bi lahko bili antinutrienti vzrok za ta problem in sem pač v bistvu počasi začela bolj poslušati svoje telo in izločati stvari, ki me napihujejo, ne, oziroma povzročajo kakšne druge prebavne težave. In pač v mojem primeru so bile to v bistvu vse rastline, ki sem jih jedla. Zakaj pa ne bi recimo pač jedla tako, kot vsi normalni ljudje, recimo? Pač tako mešano prehrano. Pa pogledamo na hitro. V kruhu, krompirju, pa zeleni listnati zelenjavi je kar precej oksalatov, ne? Ko sem rekla, da sem senzitiv na njih, ne? In jaz še zdaj, ne, kaj takega bolj neumnega pojema, ne, kak junk food, to mislim, da ima vsak, tudi če si ful priden, ne. Ja. In zakaj bi se delali lepe. Ja. Se ful slabš počutim, opazim razliko, ne, zato to delam še zmeraj, ne. Glavoboli zato ne jem normalno, ker pač se ne počutim v redu. Glavoboli se ti pojavijo, ali kaj, ali še kaj?
Ne, jaz sem že tako te glavobole v rafalih in pač eno tako, temu se reče senca. To je tisto, kar čutimo vmes med enim in drugim napadom. Samo da pač, če imaš pogoste napade, koliko imam jaz pač večkrat na dan, ne, lahko imaš senca tudi cel dan. Ne. Ampak tako, dokler sem karnivor, je ta senca še tako zmerna, da lahko normalno delujem, pa hodim v službo, pa govorim pa to. Kadar pa pač sem na ogljikovih hidratih, pa ni tako zmerna stvar, no, in se v bistvu počutim, da sploh ne dobim enega breaka od te bolečine, ne. Kaj si kdaj halucinirala na ogljikovih hidratih? In delay. Če si kdaj halucinirala na ogljikovih hidratih? Ne, zakaj? Slišala sem, da eni, ko imajo res orang probleme, da kao tudi na tem halucinirajo, da jim to malo. Ne, zakaj? A res, to pa še nisem čula, to pa moram pogooglati. Ampak da je to zelo redko. Zelo redko. Sam, če ni to od tele gljive, zdaj se ne spomnim, kako se reče, bi mogla pogooglati še to. A veš, ta gljiva, ki se pojavlja na žitu, taka LSD se iz nje dela. Čakaj, bom pogooglala, s kjer gljive se dela LSD. A tista modro-zelena, ko je na kruhu pol? V bistvu je vijolična, sam ko se posuši, razda taka modro-zelena. Ampak ja, na kruhu, na žitu, v bistvu je zajedalec žita. Ergot se reče. A si še tukaj? Sem. A si, ok. Komu bi priporočala karnivor dieto? V bistvu vsem, ki se jim zdi, da je normalno, da se počutijo cel dan utrujeni, vsem, ki se jim zdi, da imajo neke avtoimunske težave, pa da jim nobeno zdravilo ne pomaga, pa pač nasplošno ljudem, ki jih firbec smatra, kak je občutek sploh na visokomaščobni dieti, če je to res toliko drugače. Ja, probi pa vidiš, kaj imaš za zgubiti. Pa si kaj izhujšala, si se zredila, ali kaj tako, kaj si sploh opazila pri sebi? Kakšne spremembe? Jaz prej kot vegan sem bila kar tako malo distrofična. Ful, veliko sem telovadila, ampak so me kar naprej bolele mišice. Zdaj sem tako zmeri veliko športala, sam nikoli si nisem opomogla od športne aktivnosti. Zmeri sem imela zatrjene mišice, tisto, ko po telovadbi, ko ne vem, že dolgo ne telovadiš, pa te vse boli. Mlečna kislina. Samo da pri meni je bilo to skozi. To se mi je izboljšalo že na ketonski dieti. Ja, pač, ker se nikoli ne porabi. Hvala sem reči, ja. Potem na karnivor dieti sem pa v bistvu pridobila mišično maso, težav s temi bolečinami nisem več imela, sploh pač, kadar sem v formi, je vse v redu, to je tudi trenutno, ker sem zdaj že 2 leti, v bistvu celo leto v formi. Ja, ne vem, kaj sem še hotela predstaviti. Da se mi je stanjšala plast maščobe okrog trebuha, to je v bistvu anxiety maščoba. Anxiety maščoba? Mislim, v kakšnem smislu? Ja, to ti je čuden. Okay. Ja. Tip maščobe, ki se nabira okrog trebuha, to pomeni tudi razni birbauhi, pa to je zaradi adrenalina, gre ta maščoba na ta mesta. Pa bi jaz mogla biti res ful debela, ker pač sem skozi pod stresom. Mogoče si pa veliko manj pod stresom, ko si ti mislila. Ali pa ti pač stres povzroča druge težave, to je tudi Ja, jaz sem definitivno ful daleč od birbauha. Ne vem. Skoraj ni treba, da imaš birbauh. Jaz tudi nisem imela birbauha, ta tip
nabiranja maščobe, a ne, je pri meni v tem delu, trebuhu, stegnih. Jaz imam pa to na riti največ. Pa To noge. je pa v bistvu, rit pa noge, pa pomeni, da zdaj, ker nisi predebela, a ne. To samo pomeni, da si nagnjena k temu, ne pa, da imaš s tem težave. Ampak ponovadi kaže to na estrogenske težave pri ženskah. Jaz imam to genetsko pač po mami, pa že tudi boke imam dosti To samo široke. pomeni, da je ona tudi temu nagnjena. Ja, Valjda je genetsko, ne, ker se to prenaša. ja. Še kaj si mogoče hotela dodati? Imaš še kaj zapovedati? Ja, mogoče bi bilo dobro, da še omenim malo hormone. Ali bo že preveč? Ne, ti kar. Ok. Večina žensk pravi na carnivore dieti, da je manj krčev, tudi ženske s PCOS, to je še ena avtoimunska bolezen. Za te ljudi bi tudi svetovala, da preizkusijo dieto, če ne drugega. Kaj to PCOS? Policistični jajčnik. Sindrom policističnih jajčnikov. Kaj ni za to samo operacija ali neki kao? Ja, ne, a ne. S prehrano lahko to zmanjšaš? Ja. S prehrano lahko tudi raka zmanjšaš. Na visokomaščobni dieti samo moraš dati stran ves cuker pa vse ogljikove hidrate. Zaradi tega, ker rakove celice se prehranjujejo na glukozi in dobivajo samo, če ti poješ nekaj sladkega ali pa z ogljikovimi hidrati in se potem v bistvu, ko jo prebaviš, se ti dvigne krvna glukoza, ne, to je prej, ko sem omenjala Ja. glikemični indeks, in na ta način v bistvu rakove celice dobijo sladkor. Tudi tvoje celice, Ja. samo tvoje celice se lahko preživijo tudi na ketonih. To je v bistvu energija, na kateri živimo ljudje, ki smo na eni izmed ketonskih diet. To pomeni visokomaščobnih diet. Rakove celice pa ne preživijo tega. Zanimivo. Tudi to smo že preizkusili. Namreč pri enem gospodu z rakom na dojki, ja, to je tudi pri gospodih danes, zato Zanimivo. ker imamo tako prehrano, da takle delajo hormoni, A to je zaradi hormonov? Jaz sem mislila, da je kao zaradi onesnaženosti ali pa kaj. Na dojki je zaradi hormonov ponavadi, zaradi viška estrogena. Ker jaz imam tako pač par cist, ampak sem mislila, da je to recimo zaradi modrcev ali pa ne vem, tako jaz sem ful rada nosila modrce tudi za doma, pa tako, pa sem jih pa... Robe, jaz sem skozi modrc. A ja? Pa ni... No, se zato ti povem, tvoja maščobna struktura telesa kaže na to, da imaš verjetno nagnjenost k estrogenskim težavam, in tudi to, kar si zdaj rekla, da imaš verjetno pač to imaš verjetno od tega. In rešila bi se recimo s carnivore dieto. Ali pa s ketonsko. V bistvu, da šaltaš telo na ketone, lahko tudi zmanjšaš ciste, pa greš pol nazaj, samo moraš pa opazovati, ko greš enkrat nazaj, moraš pričakovati, da bodo stvari tudi lahko šle nazaj. To je fora pri dietah, da ne moreš iti kar nazaj. Ja, pri enem gospodu, ki je imel pač hormonske težave, pač moški ne bi smeli imeti preveč estrogena, čeprav so stari, in mi to jemljemo kot neko normalen proces staranja, da se pri moških poviša estrogen. Ampak to, če mene vprašaš, ni res. Estrogen se zvišuje tudi z ogljikovimi hidrati, nažalost se pač v bistvu delajo hormonske težave z ogljikovimi hidrati zaradi glikemičnega indeksa. Pač ful je enih bolezni povezanih z glikemičnim indeksom. Zdaj smo videli v bistvu na koncu tudi rak. Pa še en fant, ki je imel pa raka na prostati. Se pravi, iste težave praktično. Praktično, ja. Hormonske. Kaj priporočaš? Pač jaz po moje se ne bom za nobeno dieto odločila, no vsaj zaenkrat ne razmišljam o tem. Jaz sem sicer vse jem, rada imam makaron, flajš,
težko bi se temu odpovedalo, ali pa pico, ne, italijansko pico, ali pa rižote. Kaj bi recimo meni priporočala? Pač zmeri, tudi če nočeš v bistvu spremeniti diete čisto, lahko še zmeri izboljšaš stvari. Recimo, to bi ti svetovala, ko smo prej omenili antinutriente in da se jih da zmanjšati, da zmeri, ko ješ zeleno listnato zelenjavo, da jo mešaš z limoninim sokom, ali pa da jo fejst pokuhaš. Zdaj, če recimo špinačo je treba kar fejst, ki ima zelo veliko vsebnost oksalatov. Folk jo pa deva v smutije surovo. Ja, se to je ta problema, no. A misliš, da jaz jo nisem? Na to ne. Pa solata recimo na mesto s kisom z limonino kislino. Tudi s kisom je v redu. Je? Tudi kis gre. Ja. No, to jemo tako skozi. Ja, na srečo je že taka kombinacija. Ne. Potem, ne vem, če si kdaj slišala, ampak v Italiji so ful veliko verjeli, da je v bistvu že iz srednjega veka je to neka fora, ne? Da so se bali paradižnika, da so mislili, da je strupen sadež. In to ni tako daleč od resnice v bistvu. Ne? Največ antinutrientov ima paradižnik na lupini, na semenih. Ja? In Italijani v bistvu za svoje specialitete vse paradižnike olupijo in dajo stran semena. Aha, ok. Ali pa fejst prekuhajo verjetno, ne? Plus fejst prekuhajo, ne? Kak je fini surov paradižnik, jo. Solati, paradižnikova solata, ja. Da. Kaj? Olupi ga, pa daj ven semena. Prav. Vem za drugič. Potem vse stročnice, pa riž je treba sprati, pa treba ga je namočiti čez noč, pa zliti stran vodo. Isto gre za vse stročnice. Sprati pa namočiti vsaj za 24 ur, zaradi tega, ker se veliko teh antinutrientov je vodotopnih in se jih da ven spraviti. Pa je pa treba tudi fejst kuhati zaradi lektinov, ki napihujejo. Lektini so v stročnici. Mami meni zmeri reče, da kak je fajn za prebavo da so fajn te stročnice pa fižol pa to, ne? Pa jaz pač mene ful napenja včasih. Zname. Lektini, ne? Ko sem bila mala, sem po fižolu predela še 2-3 dni. Zdaj, ko sem starejša, en dan mogoče, ali pa še to ne. Ja, to je še dobro, pa si se še navadila. Ja, očitno. To pa vedno slabš. A res? Saj pa res, jaz to že od malega jem, ker je bila mami vegetarijanka in to so bile non-stop enolončnice. In nikoli nismo namakali fižola, smer je bilo pač ni bilo cajta, kaj lahko v najhitrejšem času za vegetarijance skuhaš. Fižol vržiš v vodo, pa še malo leče čez, pa pač vse skupaj daš v lonec in kuhaš, dokler se tebi ne zdi, da je že glih za glih, da je, a veš, in pa je v redu. Je to kakšne posledice na tebi pustil, ko si rekla, da tvoja mami je bila veganka tudi, ko je bila noseča, slučajno? Ne, ko je bila noseča, pa vegetarijanka je bila, to moraš paziti, da ne bo gotovica. Ok. Ja, v bistvu pač zagotovo vpliva to na materino mleko. To je pač v bistvu prva otrokova hrana in je kar pomembna stvar, če mama kar naenkrat zamenja vir svoje prehrane. Sicer pa ne tako fejsta, kot bi recimo lahko, če bi med nosečnostjo že to naredila. Kaj bi se recimo zgodilo, če bi bila veganka med nosečnostjo? Ajde, recimo. Lahko povem, kaj se dogaja, ne kaj bi se zgodilo. Kaj se dogaja je to, da imajo otroci nerazvit ramenski del, ta ključnice, zelo ozki so v ramenih. Potem mame pogosto nimajo mleka. Recimo en zelo znan primer
če poznaš ali pa si kdaj spremljala Kat Von D. Ja, poznam. Ona, ko je zanosila, ko je rodila otroka, ni imela mleka in je iskala nadomestno dojiljo, ki bi bila veganka. In je našla kero. Ja, seveda jo ni najdla, ne? Mislim, nažalost je pogosta stvar, da veganke nimajo mleka, ker pač ne morejo imeti, ne? Premalo saturirane maščobe, v telesu je v bistvu glavna stvar, da preživi, ne? In potem v bistvu vse te saturirane maščobe, ki jih še ima v telesu, porabi za tvorbo vitaminov in hormonov in raj pusti to mleko, ne? Se bo že otrok bo najdel kak meso ali pa nekaj. Ja, ful. Pol je verjetno mogla kakšne praške kupiti ali pa kaj, ne? Ker drugače ni šlo. Ja, formulo je pil otrok, ne? Ja. Pa so težave z zobmi pa tako. A ja. Svašta. Kaj pa to, ko recimo mačke pa pse hranijo z veganskimi brigeti ali pa kaj taga? Pač to bom kar povedala, da je to animal abuse, da se mi zdi to ful sporno, sploh kar se mačk tiče, zato ker mačke so biološko gledano 100% karnivori, medtem ko pes recimo je še smatran za ne, mislim, imaš obligatorij karnivorje v biologiji, pa tiste, ko so malo manj obligatorij, ne. In mačka je obligatorij, ne. Torej, brez teh aminokislin, ki jih mačka dobi iz proteinov, ne živi dolg. Koliko časa živi na veganski prehrani, če kaj veš? Težko rečem, ker je tudi odvisno od njene prejšnje prehrane, ne? Pa koliko ima zalog. Kako sem prej rekla, ko postaneš vegan, se začnejo zaloge prazniti, ne? Ampak če ima mačka veliko zalog od prej, ne? Zdaj, če je imela dieto s surovim mesom, bo dlje zdržala kot neka mačka, ki je do prej živela na briketih, kjer je 40% žitaric. Ampak imajo žitaric pa nucajo, oziroma mečken zelenjave in paše za prebavo. Ker travco pa le morajo jesti, da zbruhajo, ali pa recimo prebrala sem na internetu, da meni je bilo tako čudno, mi smo imeli doma frutek od oranžne buče za otroke, ne? In to je mami je jedla, ali sem celo jaz jedla, se ne vem. In pride moja mačka zraven liza in začne to vohati in začne napadati in začne ful lizati, ful se mi je pojedla tam, jaz sem, kaj s tabo narobe, ne? Pa grem na internet slučajno enkrat, ne, neki mački, ne vem, sem hrano kupovala in preberem. Oranžne buče, ali kaj že, Hokkaido, ali kaj že, pomaga pri mačji prebavi ali nekaj, ne. In sem to povezala, mogoče pa zaradi tega moja mačka rada je tisti frutek, ne. Ali pa enkrat je... Na internetu piše tudi, da vlaknine pomagajo pri prebavi, pa to ni res za vse. Za mene je definitivno to res. Za mene je pa to čist anti. Meni pa vlaknine ustavijo prebavo. A res? Zgroza. Mene pa tako potera. Jaz, če jem preveč solate ali pa če jem surovo. Meni pa odvisno, no, kjer so. Če vse, kar ni zelena solata, torej nekaj, kar ima ful veliko oksalatov, me ustavi. Tisto, kar ima pa veliko oksalatov, gre pa vse naprej. Tako, čez 15 minut greš na WC. Obed. Ojoj. In pa se jaz sekiram, če grem 2-krat ali pa 3-krat na WC čez dan. Ok. Še kaj o karnivor dieti, mogoče kakšne zmote, ali pa ne vem, kaj si kaj slišala. Pri teh mucah smo bile zdaj. Ja. Hodila sem reči, da ne, v bistvu pri mačkah niso potrebne vlaknine, tako kot sem rekla, marsikaj je misleading na internetu, ker pač ne drži za vse, pač za mačke bi se definitivno rekla ne vlaknine. Živali ponovadi jejo travo, pa to, ko imajo neke prebavne težave, da v bistvu ta motilec, ki je ta neka hrana, ki so jo pojedle narobe, ali pa se mogoče ni v redu prebavila, ali pa so bile kakšne čudne kombinacije, da v bistvu spravijo ven iz telesa. Moj pes recimo je travo zato, da bruha. Pač sem to je, če kaj narobe poje, oziroma tako, malo je težko včasih nadzirati, če ni glih na povodcu,
ker rada kaj tako surovega, čudnega poje, ne? Recimo na kakem random kompostu, ko ga najde. In Fino. pač najde neko kurjo nogo, ko že razpada 3 dni, a veš. In je pač pa, da so vse bakterije gor in Dober potem je pač je dela po želodcu tako. In pač Bogi. se ne dobi trave, poje lase v stanovanju. Oh my god. Pač ene vlaknine, da jo v bistvu dražijo in da lažje bruhne, ne. Fuj. Ojojoj. Pes. Ja, v glavnem, kaj si kaj recimo še slišala, mogoče kakšne predsodke ali pa kaj? Vsi so kar Kakšne predsodke o karnivor dieti ali pa kaj? Ne vem, si imela kakšne težave, kdaj da te je kdo čudno gledal ali pa grdo gledal, zato ker si na določeni dieti? Ja, itak, ne. Hitro pride do obsojanja od veganov, pa od ljudi, ki mislijo, da rdeče meso povzroča sladkorno bolezen in arteriosklerozo, to pomeni nabiranje maščobe znotraj žila, ne. Ampak to pač sploh ni povezana stvar, pač ti ljudje, ki ponovadi te stvari govorijo, nimajo dovolj podlage, da bi razumeli, o čem se gre. In kaj si recimo slišala, kaj so ti rekli? Da bom dobila raka, ker rdeče meso povzroča raka, da bom se zredila v oblivion in da bom imela zafilane žile in da mi bo srce počelo. No in zdaj sem še 2 leti na 100% mesni dieti in še kar nisem debela. Nisi glih na 100% mesni dieti, ker si rekla, da v bistvu si na 100% živalski, ne? Dieti praktično, ker imaš jajca, pa sir, pa mlek, mogoče. Če smo bolj natančni. Ja. Tako je. Ja. Nekaj sem hotela reči. Eni štejejo tudi med, recimo. Ja. Ja. Ja, skoraj bi pa lahko bil, no. Ja, Mogoče. tehnično gledano je. Ja. Eni pravijo, da je zdrav in da ima veliko vitaminov in da ga je fajn jesti. Meni osebno se pa zdi, da je pač škoda zaradi dviga glikemičnega indeksa, da si v bistvu Jaz ga dam samo čaj. kvariš neko dieto. Ja. Drugam mi pa tudi ne paše, ne, da ga dam. Kje smo zdaj ostale Kako se nazadnje? pri živalcah, oziroma da pač ko vegani se odločijo biti vegani, vsaj za tisto punco, ko sem jaz rekla, da jo poznam, da zaradi okoljskega vidika, pa zaradi tega, ker pač probajo nekako čuvati naravo, čuvati živali in da so zaradi tega potem vegani. Ja, pač fora je to, da ljudje pozabijo razmišljati, da tudi agrikultura v bistvu vpliva na okolje, ne. Najbolj s pesticidi, pač ko vplivajo na populacije čebel, pa na ptiče, dejansko so tako močni. Potem imamo tudi rodenticide, to je pa malo za večje živali, zadeva se spira v reke, povzroča onesnaženo pač pitno vodo, ne. Pa v pesticidih so v bistvu motilci hormonov, ne. Zaradi tega, če si bila kdaj pozorna, se zdi, kot da so najstnice vedno bolj take odrasle. Tako izgledajo že kot ženske pri, ne vem, 15. Razvite. Ja, ali pa ne vem, nekatere celo pri 12, pa fule zdaj normalno rata, da dobijo menstruacijo pri 10 letih, ne, pač to je. Jaz sem jo dobila pri 13, meni se zdi. Ja, samo včasih ni bilo tako, a veš, včasih ni bilo tako normalno glih to. Dobila se tako pri 16, 17, ne. Šele. Ja. Vse se vidi, no, tako če se pogovarjaš s kakimi mlajšimi generacijami, pa to. Pa tudi prsi jim prej izrastejo, pa
moški imajo ful težave z estrogenom, to je ful. Vedno bolj Jaz sem pogosto, ne. videla, da fanti je pač, vsaj tako se mi je zdelo, no, ko moja mama je učiteljica, pa dela v osnovnih šolah. Pa ko sem šla ven iz osnovne šole, se mi je tako zdelo pač 7., 8. razred, ko so bili, ne, pač takrat v naši generaciji, ne vem, recimo, da so bili oni 2 razreda višje kot mi, starejši, Ja. in so imeli moški, pač tipi so že imeli brke, brade pa to, ne. Zdaj pa, ko gledaš pač te mulce, ko pridejo iz osnovne šole, pa izgledajo, kot da so, ne vem, 6. razred komi končali, Ja. ne. No, saj to, a ne, pač v bistvu early development pri ženskam, pa late development pri moških, a ne, oziroma taka poženstvenost, a ne, ko pravijo, da so kao zdaj moški bolj poženščeni. Samo to je čisto tak hormonski vzrok, a ne. Te pesticidi se ne spirajo samo v vodo, ampak se tudi usedejo v lining semena, ne, recimo žita pa tega, ko mi jemo pa s kruhom pa tako. Ja. A ne. Za ne mok tako je bolje. Ne vem, kdo mi je rekel, da kao, da če, pač ne vem, zdaj, če je to res, ampak nekdo mi je rekel, da imajo kao moški če dali manjše penise, pa da imajo tudi probleme z spolnostjo v bistvu. Ja, se to, ne. V bistvu pri moških se zdaj pojavljajo raki na dojkah, erectile dysfunction, pa kaj sem šel reči? Zdaj prekinal v glavi. Čakaj. Brain fart. Aha, pa celulit na moških. Pač, a veš, da je to, mislim, to je taka tipična ženska stvar, ne? Ja. Na moških se sploh ponovadi, vsaj včasih ni bilo tako, ne? Se niso delale v bistvu te tipi maščobnih celic, ne? Zdaj pa pač vidiš moške s celulitom, ne? In to kar To je zelo redka stvar, se mi zdi, ka ni. ne, vedno bolj pogosta postaja, ne? Vse to je fora. Mislim, tudi števila rakov na dojkih letno se povečujejo. Ja, vse je to povezano med sabo, ne? Ja. Pa se pa čudimo. Ja, no to je v bistvu cela okoljska kriza s temi pesticidi, ne. Potem krizo povzročajo še v bistvu uvoz eksotične hrane, ne. Pa zdaj, odvisno je kak vegan si, a ne, zdaj, če si nek local vegan, si težko ostaneš zdrav, če pa hočeš kao vse možne vitamine in superfood in vse spraviti v sebe, a ne, Ja, je pa to treba z ladjem pripeljati. oglični odtis. Pa kaj z ladjem, z letaljem, z vsema, ne. Ja. Banane pa tako, mangoti. Ja, to ne raste pri nas. Datli, ano. Pač razne te, bolj pa hočeš se iti malo fancy, pa kupiš kak star fruit, pa dragon fruit, pa to je tudi od, ne, z nekje Indije, Koromandije. Sam so kar dobri te sadeži, moram reči, nekaj sem že sprobala. Čeprav jaz tega veliko ne najdem tukaj v teh lokalnih trgovinah, tako ne vem. Tega. Pa teh eksotičnih sadežev, no. Ne, pri nas je to res manj pogosto, ampak če gledaš kako Ameriko, pa to imaš pa v vsakem tem health food store, a ne, ko imajo, ali pa te, se imaš tudi neke take veganske, kao sustainable, pa prodajajo vso možno osadje, a ne, pač iz vseh koncev sveta. Pa razne alge. Z Kitajske pa tako naprej. Možno, to pa ne vem. Alge, različne vrste alg, ne vem, pa je, da so kar dobre za Ja, sam, kar vem v Ameriki, a ne, so pač alge okoli in okoli, ni tako velik problem. Aha. Mislim, oni tudi imajo alge, no to, pač tudi več vrst, ker imajo več morja, ne, in je pač mogoče malo lažje. Pa saj pri nas se tudi pridelujejo te alge, kakor vem, no. Ne bi vedela. Res, jaz jem bolj klasično Malo, hrano, slovensko. Žganci saj. pa klobasa, ega. No pa delamo pesticide, ne, pa lahko rečemo, ok, mogoče pa en tak nek bio-vegan, on se ne pretakne hrane z pesticidi in to ni njegov problem, ne. Je pa pač problem, da na biofarmah, kjer je hrana, ne, je ponovadi tekma za hrano in so živali, ki to jedle. In pač, recimo, če dam za primer eno farmo z bio-oreščki, tam so ful velikrat kake miške, kake podlasice, ali pa kake veverice pridejo spravljati za zimo, a ne. In ker jih ne smejo zastrupiti, ker je biofarma, pa ne bi bilo bio, jih pa pač postrelijo, ne.
To se res dogaja. Animal still die. Ja, tudi slike se da najti na netu, bom provala pa pogledati, čakaj. Si bom napisala. Ja, pa sem še hotela mogoče omeniti pravila košnje v Sloveniji. Si vedela, da to obstaja. Mislim, da ja, zato ker ene ptičke gnezdijo v travi, ne? Zaradi tega. Pa mende srnce. Ne zaradi tega, ker gnezdijo, ampak zaradi tega, ker je to tako pogosta stvar, da jih v bistvu traktor povozi, da je ena vrsta ptičev, takih, ko gnezdijo v travi pri nas, na robu izumrtja. Zato imamo to pravilo. Ja, pač to ni tako, to se mogoče včasih zgodi po nesreči, ne, pa si pač vegani malo rokce operejo, pa to ni njihov problem. To je ful pogosta stvar, ne. Ja. Zdaj ne, da ful kritiziram vegane, ne, se to je v bistvu za vse konc koncev, ko pač jejo sadje pa zelenjavo. Pač fora je ne, da se hejtaš zaradi tega, ampak da se zavedaš, da je to tudi problem in da s tem ne rešiš nobenega življenja, ne, če se greš vegana. Ja, če na eni strani, bom rekla, šparaš oziroma kakorkoli, pa na drugi strani pol to vse za sabo potegne, ne? Pač dejstvo je, da hrana povzroča smrt. Zmeraj je tekma za hrano, ne? Ja. Če nisi ti plenilc, a ne, če direktno ne poješ živali, pol pač imaš bitko za hrano z drugimi živalmi, pa se jih moraš na nek način znebiti, ne? Ja. Pa še, jaz sem enkrat delala, sem imela tako priložnost, da sem delala na eni farmi, kjer se kilometre in kilometre njiv krompirja in sem pač first hand videla, kako to izgleda, ne. Pač kombajn je in to je tako velika mašina, da je tekoč trak gor in lahko stoji 10 ljudi za trakom, pač 5 na eni strani, 5 na drugi strani. Pa zadeva sama pobira krompir iz zemlje in zraven pobira še kamne, pa pač cel kup mrtvih živali gor pride. To je kar z rokavicam prebiraš v bistvu krompir od crkvenih podgan pa povoženih žab. Bogi. Ja, bogi, ja. Sam tako, da si ne zatiramo pogledamo, ne. Dejstvo je. Kje si bila to? To ni v Sloveniji, ali je? V Sloveniji? V Sloveniji, ja. To imamo na Gorenjskem. Aha. Fajn je krompir, vseh možnih vrst. Še zmeraj, no. Tam pač ta industrijska pridelava je malo tako sporno. Ja, rajši več ljudi, pa vsaj ima kdo kaj za delati, ne. Pa še bolje okolju prijazno. Ja, da bi na roke pobirali, pa tako, ko so včasih koloradske hrošče. Ja. Zdaj pa sam pošpricajo, to. Ne vem. Jaz sem glih danes probala en poskus narediti, ne, pač, ko smo že pri tem špricanju, pa raznih... Lahko še nekaj prekinem. Ja. Sorry. Spomnila sem se glih. Ni treba tudi na roke pobirati, ne? Če se hočeš iti neko ekološko kmetijstvo, lahko konec koncev tudi uporabiš druge živali, da ti pomagajo, ne? Recimo, gosi so ful dobre za koloradske hrošče. Pa za polže. To imajo sosedi tle v sosednji bajti. Ja, one, ko imajo tak visok vrat, pa ne letijo, v bistvu so skozi tam, ne? Ja, to je hitro sporno, a ne? To je animal labor. Dej nehi. Prav zakon se imajo po moje tiste račke tam. Po moje tudi, ful imajo za jesti. To pa mir imajo. Edin je pa res, čeprav smo mi v mestu, ne, je prišla enkrat iz gozda lisica v mesto, pa je eno račko pojedla. Kar je ful zanimivo, ne. Ker ponavadi ne bi si mislil, da ti gozdne živali... Sorry, ko sem te Ja, ti sem še hotela povedati, veš, ko smo zadnjič rekli, da sladkor zmanjšuje kislino. Ja. Ja, narobe sem povedala, ne zmanjšuje kislino, ampak v bistvu onesposablja delovanje zapiralke na vrhu želodca, ne. Ti imaš, na vrhu želodca imaš tako zapiralko, ne. In pač takle zraven je pa gallbladder, to je to je žolč, gallbladder je žolč in v bistvu iz tle ven pride kislina, ne, tle imaš pa zapiralko. In če se tale zadeva ne zapre v redu,
potem ti v bistvu kislina teče tukaj gor in peče. Zato. Aha, ok. Ja. To je to? Ja. Dobro, hvala ti. Drugač... Zmanjša se pa v bistvu, Ja, kar povej. Zmanjša se pa v bistvu kislina že zaradi tega, ker pač imamo premalo maščobe v prehrani. Ker jo ne rabimo, a ne? In telo je pač pol ne proizvaja. Sam ti imaš verjetno malo več, ker si pač na drugačni dieti. Maščobe, ja. Pa to Pač jaz kaj vpliva na tvoj želodec? Ne, zato ker se tudi želočne te plasti se utrdijo, ne? Se vse prilagodi. Tako zelo prilagodljive mašine, ljudje. Lahko pokažeš tiste slike od živali na farmah? Moram jih poiskati. To bo zdaj malo bedno, ko bo malo googlala. To je edina slika. Res, se pravi, težko najti za pogledati. Če boš slučajno kaj najdla, mi lahko pošlješ, pa bom dala pač v video noter. Bom še poiskala, no, da se ne motim. Jaz sem tudi napisala na eno Karlevo skupino, če ima kje tisto sliko. Jo vsi vemo, kje je slika. Vsi veste razen mene, ja. Okay. Ja, se to. Ne, zdaj, mislim, večina ljudi ne ve za to, sam pač to, ko je pa malo community, pa to, pa se velikrat podeli ta slika, ali pa jo marsikjer, a ne od teh doktorjev, ko jih sledim, pa ko jih tudi drugi sledijo, ko jih to zanima bolj podrobno, ker oni vsake tok cajta delijo tako aktivistično sliko, ne, s tem, kao vegan say they kill no animals, in potem pokaže Cool. mrtvih veveric, pa tako en puš podrajen. Bogi, res. Bogi. Bogi. Fluffy. Viš, če ne bi to jedli, bi bile te lepe fluffy živalce navadne. Ma sej, Tekma je. ja, sej. Nič se v bistvu ne spremeni, ne? Ja, Na bilo kateri prehrani si. Spreminja se v bistvu z zakoni. Mogoče. ja, pač jaz sem tudi za dobro handlanje živali, a ne. Pač lahko so živalim prijazne kmetije, lahko se lepo dela z živaljo in tudi bolj zdrava je in tudi bolj zdravi so produkti živali, ki je srečna in zadovoljna, ne, če ima dovolj prostora, ne, to je najbolj sporno, kar se tiče industrijske reje, da pač nimajo prostora, pa da niso mladički dovolj časa s kravami, zato ker je pač hitrejša produkcija mleka, če dajo samo mladička stran pa krav na mašino, a veš. Ja. Jaz sem slišala zgodbe, da krave jokajo za svojimi telički, pa tako. Še en misconception, ko ga vegani širijo, da krave mlekarce nimajo skozi mleka. A ja, Pač vrste so že toliko izrojene, da ga lahko imajo skozi. gensko spremenjene? Ne gensko spremenjene, tako mogoče sem uporabila slab izraz za to, ampak gre se za umetni izbor, ne, tako kot sem se pogovarjala prej. Aha, okej. Za srednji vek. Ja, z umetnim izborom, ne, zato imamo tukaj vrst, pa ena krava je za meso, ena krava je za mleka, ne, pač ni vse en. Tudi recimo, tako so piščanci, eni so za jajce, eni so pa za jesti. Pa bi take krave v naravi preživele? Verjetno ne, ne? Zdaj te mlekarce, ki jih imamo danes, so že tako daleč, da če jim ti v bistvu ne prazniš mleka, ne, da jim lahko dejansko popukajo v imena, ne. Aha, Tako da smo že na tem pointu, da jih že moraš v bistvu jemati mleko, ker itak preveč za mladiča, krava bo pa raznesla, a ne? ja. Ja, tako. Meni je slabo. Če je to, Ja, mislim, da so vse povedali. No, Pa super. to sem še sam reči mogoče, da krave dejansko uživajo v molži. Na skandinavskih področjih imajo tako, pa veš, kje sem še to videla dejansko živo? V Andori. To je v bistvu tako, ko Andora je tak mičkana država med Španijo pa Francijo, ko so same visoke gore, tako kot je na Švica, v bistvu tam na vrhu, tak prelaz je v bistvu Andora.
In imajo take postaje za mlek, ko v bistvu grejo krave same gor, pa se pomolzejo, pa grejo dol in čakajo v vrsti. Čakajo v vrsti, da se grejo pomolziti. Pač to je na paši parkiran na ta parkolca za mleke in grejo gor in potem, ko se spraznijo, grejo same gor. Hudo. Zanimivo je. Hvala ti, da si vzela čas, pa mi to vse lepo razložila. Gradiva je kar velik, po mojem bo tako uro pa pol dolgi ta video vsega skupaj. Tako da bom mogla tole razdelati po delih. Ful izčrpen. Ja, sej. Ampak se je dobro tole, da se kaj Jaz mislim, da smo naučim. dobro naredili. Dejansko najprej sem bila tako, oh my god, kako jaz to govorim, veš, pa sem bila pa tako, pa se je v redu, se je tako najbolj normalno. Nimaš se kaj sekirati, lej. Ja. Nič, hvala ti ful, da se ti je luštal, pa še za kak intervju, če bo kaj taga, bi te še prosila, če boš imela čas. Pa se čujemo, ne, uživi.